Nahajam se v Izoli, natančneje s pogledom na poseben center, imenovan InnerView. In tukaj pred njim je tudi neka posebna razstava, ki kaže del preglednih vlaganj Evropske unije v razvoj slovenskega področja na različnih ravneh. No, za to hišo pravijo, da je največja lesena hiša, kar je seveda napačna improvizacija in seveda to ne drži, ampak pustimo. Pa si pogledamo to razstavo in vsako teh fotografij, ki boste sedaj videli, predstavlja neko področje in seveda tudi vsakim je napisano, koliko denarja je Slovenija dobila iz evropskih sredstev. Pojdimo po vrsti. Prvi pano prikazuje tako imenovani ponos Slovenije, Nordijski center Planica. Zdaj smo prejeli, ne boste verjeli, 34 milijonov 541 tisoč 774 evrov. Tu je pogled na prenovo žičničnih naprav na smučišču Kanin-Povec. Zanj je Evropa pomagala odšteti 3 milijone 841 tisoč 346 evrov. Tu je pano z pogledom na celovito ureditev območja Kobilarne Lipica. Zanj smo iz evropskih sredstev izčrpali 5 milijonov 647 tisoč 592 evrov. No, to je zanimiva kolesarska postaja, imenuje se Bicikl. To je, govori o trajnosti in mobilnosti, in sicer naravnem na Koroškem, da so jo postavili, so dobili iz evropskih skladov 76 tisoč evrov. No, pojdimo naprej. To je odvajanje čiščenja odpadnih voda v porečju Save pri Radovljici. Zdaj je bilo pridobljeno iz evropskih sredstev 13 milijonov 058 741 evrov. No, pa se premaknimo nekoliko naprej. No, tole je pogled na Prekmurje. To gre za čezmejni program upravljanja z biosfero in sicer Mura-Drava-Donava. Zdaj smo prejeli 1 milijon 609 tisoč 900 evrov. Nekoliko manj so dobile te dame, ki skrbijo za večgeneracijski center in sicer spodbujajo povezovanje in samostojno odgovornost. Dobile so 18 tisoč 333 sredstev. No, to je zanimiv park, celovito ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine, v katerem Slovenija shrani del svoje dediščine s področja iz časov slovenske osamosvojitve in, kot pravijo, krepijo tukaj domoljubje. Zanje je Evropa namenila 3 milijone 979 tisoč 827 evrov. No, pa skočimo še naprej. To je zanimiv objekt, ki jo vsi poznate pod tako imenovano galerijo Solarna, v Ljubljani seveda. Zanje je Evropa odštela 10 milijonov 774 tisoč 396 milijonov evrov, pri čemer pa je mesto prispevalo razliko do 20 milijonov. To je še ena zanimiva investicija, in sicer parkirna hiša v Grosuplju, in zanje je dobila občina Grosuplje 1 milijon 415 tisoč 873 evrov. No, pa se obrnimo sem.
To je tako imenovani Bobrov center v Rogaški Slatini, kjer v bistvu predstavljajo biotske raznolikosti, naravnih okolij in živilski vrsti mladih prijaznih bobrov, ki se nahajajo v tem področju. No, pa gremo še naprej. No, tole je samo hvalni prispevek sedanjega ministra za pridobitev kohezijskih sredstev, Aleksandra Jevška, ki pravi, da je Slovenija dosegla z njim veliko. No, to je ta znameniti, kot rečeno, center. Pa pojdimo naprej. To je razstava, kot rečeno, kam so šla evropska sredstva v Sloveniji. In sicer tukaj pred vami je največji grad na Slovenskem, ta se nahaja na Goričkem in ne boste verjeli, zmore 365 sob. Upati je, da bo nekoč v celovitem delu urejen in primeren za turizem. No, tole je energetska obnova doma v Postojni, zdravstvenega seveda. Zdaj so pridobili 898 tisoč evrov. No, to je urejena sprehajalna pot ob Smederevski promenadi. No in tole je ta objekt, ki je za nami ali pa bil v prvotnem planu. Govori se, da je to center odličnosti, namenjen za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivalnega okolja. Stoji, kot rečeno, v Izoli na področju Livad in projekt je financirala Evropa z višini 23 milijonov 993 tisoč 640 evrov. No, ta kmetija ni dobila praktično nič denarja, vsaj ne piše. No in tule je še en projekt, ki je zanimiv, in sicer gre za kolesarsko povezavo Solkan Plave, ki smo v Evropi namenili 3 milijone 460 tisoč evrov. Spoštovani, to je pogled in tu še slovenska samohvala sedanjega ministra, ki pravi: razstava je pripravljena v sodelovanju z občinami Benedikt, Celje, Cirkulane, Grosuplje, Krško, Ljubljana, Lukovice, Mirna Peč, Murska Sobota, Novo mesto, Ribnica, Semič, Šentjur, Velika Polana in seveda napisani so še avtorji. No, to je bil kratek utrinek iz te razstave, s katero sem vam želel pokazati, kaj vse se je zgradilo za evropska sredstva in moramo reči, da je kar nekaj. Res pa je, da to velja upoštevati pridobljena sredstva ne te vlade, ki nam sedaj vlada, ampak tiste, ki so navladali prej. Da ne bo pomote, ne govorimo o prejšnji vladi, ampak vseh vladah. Lepo se imejte, da vam želim iz področja Izole, Livade, kjer stoji ta znameniti kompleks InReview. Center, ki omogoča razmislek razvoja. A res bo pokazal čas.